V Urbaktovih mrežah se predvsem mesta učijo drug od drugega, kar je ena najbolj učinkovitih metod. V prvem omrežju smo naslavljali oziroma ugotavljali usihanje življenja v mestnem jedru, kar je problematika, ki je skupna vsem evropskim majhnim mestom, ki gravitirajo k večjim centrom. V drugem omrežju, to je pa bil Regrove City, smo se mesta učila od enega manjšega mesta zraven Düsseldorfa, ki se je izkazalo z zelo učinkovito imigracijsko politiko, ki je imela pozitivne vplive na življenje v tistem mestu, ki je usihalo, je doživljalo demografski upad, bilo je pred finančnim bankrotom. No, politika tega mesta je bila zelo učinkovita, skozi proces integracije so oživili mestno jedro. Ja, ta projekt Urbact je toliko zanimiv, da res lahko si predstavimo dobre izkušnje eno okolje drugemu. Ni rečeno, da mi, ki živimo tukaj na obrobju, da mi nimamo nekih izkušenj, da lahko predstavimo ostali širni Sloveniji in drugi tudi pri nas. Seveda, pri nas gre za to, da si brez prostovoljstva marsičesa, kar se danes lahko pohvalimo na terenu zlasti za obiskovalce, ki hodijo kot turisti in izletniki k nam, marsičesa ne bi bilo. In tudi najbrž mene kot župana v občini, ki nima prostovoljcev, ne bi bilo. Ker enostavno ne vidim možnosti, da bi samo vse računali na državni pa občinski proračun, če v ozadju ljudje ne prevzamejo nekih aktivnosti. Idejo o sodelovanju v tem projektu sem takoj sprejel in se pač menim, da je zadeva zelo kvalitetna, dobra in koristna. Predvsem vsako povezovanje teh izmenjavi izkušenj na vseh področjih, seveda vsem zaposlenim na občini in tudi vodstvu občine veliko pomeni, ker se pač lahko naučimo na tem marsikaj oziroma pomagamo, da nekatere stvari lažje obvladamo na vseh področjih.